Dovolite pa, da za uvod izpostavim dogodke preteklega leta ali dogodke preteklih 2 let. In sicer ni dolgo nazaj, kar nas je predsednik vlade, gospod Janez Janša, prosil za tako imenovano modro, predvsem pa odgovorno politiko v obdobju predsedovanja Slovenije Evropski uniji. Poudarjal in skliceval se je takrat predsednik vlade na pomembnost in pa odgovornost naše države v obdobju tega predsedovanja Evropski uniji. Danes, torej skoraj da konec prve polovice tega obdobja, pa vidimo, da je edini, ki se ne drži modrosti, ravno predsednik vlade oziroma gospod Janez Janša. Ustvarjanje teorij zarot je od nekdaj orodje predsednika vlade, torej gospoda Janeza Janše. Pa naj si bo to teorija zarote slovenskih novinarjev koncem lanskega leta, naj si bo to zarota lastnikov medijev zoper Janeza Janše, naj si bo to zarota opozicije napram predsedniku vlade, gospodu Janezu Janši, naj si bo to zarota delojemalcev, sindikatov, v povezavi z gospodom Janezom Janšo, ali naj si bo to zarota delodajalcev, lastnikov kapitala napram predsedniku vlade, gospodu Janezu Janši. Torej, hotel sem poudariti, da smo v preteklih nekaj mesecih imeli kar nekaj teorij zarot, ki so vse po vrsti prišle iz naslova kabineta predsednika vlade ali direktno s strani predsednika vlade. Skratka, prišli smo v obdobje, kjer lahko z zagotovostjo rečemo, da sta se na 2 različnih poljih srečala država Slovenija nasproti Janezu Janši. Torej, na vsak način se hoče ustvariti omenjen vtis. In moderno je uporabljati besedo tajkunstvo, ali bolje rečeno besedo tajkuni. Ob tem se seveda postavlja osnovno vprašanje. Kdo so? In kaj je definicija te besede? Moj poslanski kolega Boštjan Zagorac je nekajkrat na seji Državnega zbora izpostavil vprašanje, kdo so, naj jih predstavniki vlade naštejejo, glede na to, da vedno in povsod operirajo z njimi. Torej, naj predstavijo, kdo so tajkuni v okviru slovenske države. Žal pa strani slovenske vlade, ali bolje rečeno članov Vlade Republike Slovenije, ni prišlo nikoli do odgovora, kdo so tajkuni in kaj tajkunstvo je. Omenjeno vprašanje so bila ničkolikokrat omenjena v sklopu 4 zakonov, ki jih je vlada od decembra lanskega leta posredovala Državnemu zboru v obravnavo in sprejem. Naj bo zakon o bančništvu, zakon o gospodarskih družbah, zakon o javnem naročanju in nenazadnje zakon o prevzemih. Iz tega mesta mislim, da je, oziroma vem, da je v tem trenutku najpomembnejše izpostaviti vprašanje, kaj je nacionalni interes. Oziroma z drugimi besedami, nacionalni interes, kaj je to? Žal smo v Sloveniji politiki, vsi po vrsti. Naj si bo politiki, ki izhajamo iz Državnega zbora ali pa politiki Vlade Republike Slovenije, tako zelo neodgovorni, da spreminjamo vsebino nacionalnega interesa iz momenta v moment. Torej, ko je moment, ki paše politiki, pa naj si bo na podlagi občutljivosti medijev ali slovenske države, branimo in vsi v en mah opijemo, to je nacionalni interes. Čez nekaj mesecev popolnoma spreobržemo besedo ali pa vsebino nacionalnega interesa in začnemo zagovarjati ali začno zagovarjati popolno drugačno vsebino nacionalnega interesa. Skratka, najbolj žalostno vsem tem je, da je definicija besede ali pa pojma nacionalni interes, torej aktualna definicija negira prejšnjo definicijo. Če za minuto pogledamo v preteklost vsebine besede nacionalni interes, kot ga je slovenska politika posredovala in lansirala v slovenski družbi, je smiselno, da se ustavimo prvo v zgodbi pivovarjev oziroma v zgodbi Interbrew proti Unionu. Če se spomnim, in verjamem, da se vsi vi spomnite, je takrat celotna slovenska politika,
si bo opozicija ali pozicija zagovarjala nacionalni interes v smislu domačega lastništva. Zakaj naj ne pride nov prevzemnik pod isto ceno, kadar je v boju za domače podjetje tudi domači prevzemnik? Vsi politiki so takrat zagovarjali, da je nacionalni interes domače lastništvo. Razvijale so se zgodbe, zakaj je temu tako. Osebno sem se takrat s tem strinjal in osebno se strinjam s tem tudi danes. Dejstvo je, da če je domač nosilec lastništva, pomeni, da bo seveda tudi prihodek ali dobiček tovrstnega nacionalnega subjekta ostal v okviru naše države in se porazporedil po naši državi. Zgodba ni bila osamljena. Nekaj časa predtem smo imeli zgodbo Novartis in Lek. Tudi tam se je vzpostavljalo razmerje. Naj bodo domači lastniki ali naj bodo tuji lastniki. Skratka, kot sem rekel, v tistem obdobju ni bilo lastnika oziroma ni bilo govornika, ki bi upal negirati to vrsten nacionalni interes. Torej, nacionalni interes je enako domačemu, slovenskemu lastništvu. V drugem momentu, ko se je spreobrnila vsebina nacionalnega interesa, je bilo obdobje, ko smo vstopali v EU in NATO. Vlada Republike Slovenije je takrat na velik zvon govorila, zakaj je to nacionalni interes. Vsi po vrsti smo prikimavali, da je res nacionalni interes moč doseči skozi EU in NATO. In Vlada Republike Slovenije je takrat povedala, da bomo seveda z vstopom v EU in NATO lahko dali vetra Hrvatom. Danes, v bistvu nekaj let zatem, vidimo, da ta isti pojem nacionalni interes razširjamo na države članice na področju Balkana, ker jih vabimo in v NATO in v evropske integracije. Torej tudi na tem področju vidimo, da konstanta nacionalnega interesa, da je ni. V nadaljevanju je bilo tudi govor, da je nacionalni interes svoboda medijev. Verjetno se vsi vi spomnite tistega obdobja, ko je še tedanji opozicijski prvak, gospod Janez Janša, govoril in postavljal to v obliko eno izmed njegovih 6 zahtev za delovanje normalne države, to je bilo koncem prejšnjega leta, in da je svoboda medijem, oziroma svoboda medijev pogoj za uspešen nacionalni interes. Da ga ne sme biti politika ali kogarkoli, ki bi upal se dotakniti v delo, poročanje, spremljanje in ne nazadnje v informiranje slovenske javnosti. Da se nihče ne sme dotikati, ne kritizirati v uredniško in ne v novinarsko delo. Vidimo, da se je to spreobrnilo ravno pri temu istem gospodu koncem preteklega leta, ko se je začela tista tako imenovanja gonja ali moment Janša versus novinarji. Skratka, nacionalni interes se žal, ali pa pojem nacionalnega interesa, se žal zlorablja. Zlorablja pa ga praviloma Vlada Republike Slovenije, ker ga obrača v moment državnozborskih volitev, torej moment letošnje zgodne jeseni. In kaj je postal